kaj jaz vam zdaj imam za pokazati? Nič. Po drugi strani pa si mislim, da pa vseeno neki zid pa sem v teh letih zazidala. Pa se ne rečem, da je raven, pa da je popoln. Ima verjetno lukne pa krivine, ampak mogoče še zaradi tega ravno bolj zanimiv. Moja današnja gostja je zelo odprta oseba in ponavadi pove vsakemu tisto, kar mu gre. Je brez dlake na jeziku in ponavadi zelo težko dolgovezi. Prijatelj, ki jo pozna zelo dobro, jo je opisal kot levinjo. Je dobra pripovedovalka zgodb, v katere zelo spretno vpleta tudi čustva in tako nam na nek način te zgodbe vtisne v srce. Majda, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Lahko bi rekla tudi, si zelo zavedna lokalpatriotinja. Zakaj, odkje ta boj za kraj, za domače ljudi? Ne vem, starši vzgajajo vsakega otroka po tistem, kar prenašajo od svojih staršev. In jaz mislim, da je pri meni ta čut, ki mi včasih celo škodi, ta čut za pravičnost, za poštenost v ospredju. In na svoje ljudi iz svojega kraja, pa ne samo iz svojega kraja, tudi iz svoje domovine gledam kot na tiste, ki nam predajajo marsikaj dragocenega, kar pa se v današnjem hitrem času hitro izgublja. Zato so mi starejši ljudje še posebej pri srcu, od njih črpam tiste zgodbe in tisto življenje, ki je se takrat dogajalo, pozitivne in tudi težke stvari, in blizu so mi tudi otroci. Na njih želim prenesti določene zadeve, predvsem tiste, ki večajo človekovo vrednoto. In to je poštenost, to je skromnost, to je veselje, to je petje, in to, da moramo predati naslednjim rodovom to, kar smo mi dobili. Ampak to moraš videti v svojem kraju. Najprej so to ljudje, ki so dragoceni, potem pa so stvari, bom rekla, potem pa so to objekti in taka, ko te rečejo, nesnovna dediščina, so pesmi, so zgodbe, so legende, take stvari. To meni ogromno pomeni. Vse to lahko vsak človek v svojem življenju vpleta v svoje življenje in deli tudi z drugimi. Ne glede na to, kakšnega poklica je, odkot prihaja, če je domačin ali se je priselil, če začuti kraj, če ne živi samo za sebe, ampak mu je pravičnost v prvi vrsti pomembna, potem se bo boril za svoje ljudi. In mogoče prisluhno ali pa videl v nekih zadevah, ki za drugega nič ne pomenijo, priložnost, veliko priložnost, ki bo zaznamovala neki kraj ali pa ljudi daleč v prihodnost. In stvari, ki se zgodijo, ko nekdo ozko gleda ali pa samo za svojo, ne bom rekla kaj, za svojo korist, tisto me najbolj boli. Res pa je, da tudi ne gledam na ljudi kot na tiste, ki imajo funkcije v kraju. To v kraju ali v državi ali v svetu. To mi še najmanj pomeni. Se v končni fazi neka funkcija, tako je rekel tudi na zadnje, ko je bil pater Gržan tukaj, je rekel, kaj je ta doktorski naziv, ne? Ja. Jaz se bom začel tega tudi utepati, ne? Ja. Jaz sem Karli, jaz sem Karel. Ja. In doktorat lahko ima vsaki tisti, ki je do sočloveka, tako kot je treba, tudi do najmanjšega, ki se ne povzdiguje nad druge. In vsaka funkcija, ki jo dobiš v življenju, ti mora pomeniti dolžnost ali pa obvezo neko, predvsem tudi čast, tudi zadovoljstvo in veselje, ampak predvsem obvezo in dolžnost. Ker ti sama funkcija ti nič ne pomeni, če ti ne uresničuješ ali pa ne udejanjaš pri ljudeh. To je najpomembnejše. To se pravi, nobena funkcija, ne predsednika države, ne predsednika društva, ne župana, ne vem koga, ne svetnika, konec koncev, ne pomeni absolutno nič. Spoštovanje dobiš samo s svojim življenjem, s svojim delom.
Pa nišče ni svetnik, da se razumemo. Vsi imamo Se napake, dejansko na napakah se učimo tako, tudi, ne? Tako. In tudi ljudi, ki jih srečaš, ki mogoče se ti zdijo, da si ne želiš biti v njihovi družbi ali pa ki določene težave povzročajo, tudi ti te naučijo nekaj. Zagotovo. Ne more, brez teme ni svetlobe, ne bi vedeli, kaj pomeni svetloba. Tako to. Lepo si prej omenila, pa videla sem tudi v tvojem diplomskem delu, si se zahvalila staršem, ki so ti že v otroštvu privzgojili ljubezen do narave. Verjetno so ti privzgojili tudi ta sočut do sočloveka. Kako je bilo tvoje otroštvo? Zelo lepo. Zelo lepo. Jaz sem sicer rojena v Destrniku, potem pa smo se preselili na Ptuj. To smo živeli v Ljudskem vrtu, tam je narava tudi. Ampak vse vikende in vse počitnice z največjim veseljem v Destrniku preživljala pri babici in detku. In spominjam se tistih poletij, vstajanja ob 4 zjutraj, da sva z detkom recimo šla z bratom v gost po gobe, da smo v štali upravljala in to je bilo pometeno, izčisteno in da smo krave pasli, da smo si loke izdelovali, pa tiste kosmate gosenice streljali, da smo si krompir pekli, da smo se skrivali po rastavah, da smo kotalili se po visoki travi in se spomnim, da je nekdo rekel, glej, vse ti bo ta potacala, je rekel moj dedek, naj počiva v miru, je rekel, jaz bom že skozi to dvignil. In zime, ko smo se sankali, ko smo se s kozami dričkali in ličkanja, tudi ko sem že hodila v srednjo šolo, ko me čakala, da pridem domov, torbo vrgla stran, pa gremo lika. To je bilo taki dobri občutki in spomini, da jih ne pozabiš. Tega, da zdaj je taki čas, recimo, da smo plezali po češnjah, da si enostavno, ravno danes smo se v službi pogovarjali o tem, da bi morali ljudje gledati v zeleno, ker pridobimo neki vitamin. Jaz ne bom povedala, ker mislim, ker ne vem, ampak ki ti koristi za vse splošno dobro počutje. Dovolj je, če gledaš nekje si in gledaš v zeleno. In smo rekli, si v tišini. Pa pravzaprav nisi v tišini. Ti v naravi nikoli nisi v tišini. In želela bi si, da pri svojem poklicu bi lahko večkrat peljala otroke, da bi se tudi po blatu valjali, da bi po dežju skakali, in da ne bi potem doživela, recimo pripomb staršev, ja, gled, kaki si, zamazani si, ali pa eno in drugo. Da bi tudi oni se veselili tega, da to otroci doživijo. Ker jaz se spomnim poleti, ko smo skakali po dežju, pa bili premočani. Jaz se spomnim, kak travnik diši tisti, ki ima vsa te rože in zelišča, ki jih zdaj skoraj več ni. Jaz se spomnim, kakšen občutek je bil, ko sem lahko pri stari mami krave forala in taka velika žival je mene ubogala otroka. In da sem jaz znala nekaj upravljati s to živaljo, da sem se pelala na lojtrskem vozu, da sem prespala na krmi na štali, da smo krmo spravljali. Tudi se spomnim obadov, ki smo me pikali, ko smo peš grabljali po travniku, ampak žal mi je, da tega vsega otroci ne bodo imeli. Našla sem na Facebooku prispevek o predpasniku. Zakaj vse je včasih predpasnik služil? V angleščini je, verjetno v eni državi, kjer govorijo angleško. Ampak kakva podobnost je to, recimo? V predpasniku se je nosilo prva jabolka, ki so padla dol. V predpasniku se je prineslo z vrta stvari. S predpasnikom je mama ali babica ženska odstavila lonec z ognjišča. S predpasnikom je brisala solze, pa včasih tudi verjetno kaki nosek. S predpasnikom je prinesla mogoče drva, v predpasniku je malico nesla. S predpasnikom je za predpasnik se je otrok skril, kada je neki tujec prišel k hiši. Polno takih stvari. Pa ne glede na lokacije, geografsko ista zgodba, ne? Ista, enaka. In jaz sem kar čutila, kak ta človek je pisal, je to doživel. In pravi, dan današnje bi se zgražali, koliko bacilov je na tem predpasniku. Ampak pravi, iz tega predpasnika se lahko samo ljubezni nalezeš. Kar podoživela sem predpasnik moje stare mame, obeh pravzaprav in drugih žensk, ki sem jih poznala, ker zdaj več ne nosijo predpasnikov. To ni tipično. Pa se mi škoda zdi, da otroci tega ne doživijo. Vsega tega.
kar simbolizira ta predpasnik, bom rekla. Tako da, ja. Imaš še eno izmed lepših služb, jaz dejala, no? Delaš z najbolj pristnimi in iskrenimi strankami, to so otroci. Res je. Povej mi, kako zahtevno je to delo? Zakaj vzgojiteljca? Ne? Zdaj vidim, da imaš zelo tesno povezavo z naravo, ampak zakaj si se odločila za vzgojiteljca? Potem bi šla verjetno kakšno, ne vem, kmetijsko ali... Kako to? Ne, drugače bi bila veterinarka, ker imam rada živali. To je druga opcija. Ampak že od malega. Ne vem, zdi se mi, da sem lahko združila, da sem lahko ostala otrok, da mi je bilo to upravičeno in še mi vedno je, kljub belim lasem, da sem lahko otrok, da sem lahko otročja v določenih vlogah, da lahko otrokom predajam neke stvari dalje, rada igram igrice za otroke, rada predstave pripravljam, rada tudi pišem tekste, rada slikam, rada fotografiram, rada pesmice nove poiščem in otroke naučim. Vse to lahko združiš. Ampak najpomembnejše je, to mogoče čez leta spoznaš, ker najprej si tako zagnani vzgojitelj, najprej to pa in nauči to. Najbolj pomembno, kar jih naučiš ali pa kar lahko je otrok pridobi, je v naravi. Ne, recimo zdaj, prej smo imeli malo šolo, zdaj se to vse predstavlja za 1 leto nazaj, ker so pač mala šola za 1. razred. Zdaj bi že morali znati, preden grejo v šolo, pa črke, pa pisati, pa prepoznati, pa grafomotorične vaje delati, da bodo vsi zeleni pa sivi zraven. Daj mu možnost za material, da tipa. In mi ogromno se z otroke igramo z barvami. To, da jih sam vidi, kaj to pomeni mešati barvo. Ne, da se uči, modra in rumena je zelena. Ona. Važno je, da on to vidi, da živi. Tako si bo tudi bolj zapomnil, ne? Izkustveno učenje je vedno doprinese, ne? Smo zavirani, bom rekla, na neki način. Čeprav v kurikulumu to vse piše, da lahko. Ampak po drugi strani, saj veste, vsak otrok ima 2 starša. In vsi starši se ravno ne strinjajo z nekimi prijemi to vrstnimi. Imajo rajši čiste otroke, ne razumejo, zakaj otrok včasih joka, zakaj je slabe volje. Pa tudi rada otroke postavim, da so samostojne. Tudi ko so mali. Jaz vedno rečem, mali otrok se uči strategiji za reševanje težav. Jaz imam zdaj stare 2 do 3. In jaz rečem, zdaj se učijo strategije, kako bodo reševali težave. Ker če on zdaj dobi odziv, da recimo ima težavo in začne jokati in se dreti na ves glas, to je tipično za dojenčke. Dojenčki pa so do 1 leta, da z jokom pove, kaj mu manjka. Če bo zdaj začne jokati in se dere, pa vi odreagirate, pa mu vse prinesete, ustrežete, to pomeni, to naredim, taka bo reakcija. Ko bom imel problem, samo se začnem dreti. Zato jaz dostikrat rečem, se ti kot človek pa se prepoznaš, tako pa si človek, da veš, da otrok rabi tolažbo, pa da ga stisneš k sebi, pa potolažiš, kdaj pa enostavno moraš reči, zdaj pa stop, solzice obriši, ne najdeš stvari, ker ne vidiš skozi očke, če ti solze zalivajo. Če pa rabiš pomoč, gled koliko nas je tu reči. Ampak ti otroci se učijo tega, ne? To je proces, vse to ni enkratno dejanje. In na taki, bolj bom rekla moški način, ne? Da rešimo problem, poiščimo zadevo skupaj, če rabiš pomoč, reči za pomoč. In če se mali nauči te strategije, da ne jok, ampak, ali pa ne tarnjanje, ali pa smiljanje sam sebe, ampak da poišče pomoč, da se zbere, da čustva premaga, ki vsakega, tudi odraslega, imamo neprijetna čustva, ko imaš neki problem, kako ga zdaj rešil, ne? In če se ti strategije naučiš, da poiščeš pomoč, da se zbereš ali pa da veš, da imaš ljudi okoli sebe, ki ti bojo pomagali, potem tudi kot odrasli rešuješ težave na taki način. Tudi odrasli ne začneš jokati, eni začnejo ali pa se smilijo sami sebi ali pa mogoče najstniki tudi samomorilsko so nagnjeni, ker več potem nišče ne odreagira na tisti jok, ne? To je škoda. To so v bistvu neke take življenjske, ampak začnejo pa se dejansko v tej dobi, ne? Ko so otroci majhni. Še ena stvar je, najbolj so iskrene. Ti otroci, to je zdaj že taka zrabljena fin, ampak dejansko je tako.
On ti bo povedal. Ja. Danes si lepa ali pa nisi, ne? Ti si taka, imaš bela lasa, imaš taka, si stara si, ne? Ali pa kakoli. Ja, več kot ti. Ti bom povedala, koliko, ni sploh problema. Predvsem pa si mislim, jaz nimam svojih otrok, ker jih ne morem imeti, ampak to ne pomeni, da ti ne znaš z drugimi. Dosti krat srečam ljudi, ki imajo otroke, pa niso najboljše vzgojiteljice, iskreno povedano. Tako to je. Nismo vsi za vse. Pa tudi jaz bi rekla tako, dosti krat vem, da mi je rekla znanka v bistvu, ki ima lokal, ne, da vidi včasih mame, ki imajo otroke, ne, pa si tako iskreno rekla, viš, Nina, mislim si, da pač vse niso za mame, ne. In to sicer so težke besede, ampak dejstvo je to. Marsikdo tega ne upa na glas reči, ampak to so dejstva, ne. Pa dejansko se mi smilijo današnji otroci. Jaz sem rekla, dobro, več kot 30 let sem vzgojiteljica, pa mi rekla, ja, nekoč je bilo tak, ne, tega nikoli nismo radi poslušali kot mladi, ampak nekoč otroci niso imeli toliko motenj zunanjih, ker današnji otroci se težko umirijo, težko se zberejo, zato ker so zbombardirani z vsemi zvočnimi, vizualnimi in še drugimi pač vplivi ali pa dobesedno preveč je tega, preveč. Pustma za telefone pa to, ampak otroci več recimo pri mizi ali pa pri nekem delu ne znajo tiho biti. Ne znajo molčati pa svoje misli poslušati. To mi je fascinantno, ko to gledaš zraven, pa spremljaš recimo, da si pozoren na to. Enostavno sedi pri mizi in momlja in zvoke čudne spušča. Pa težava je v tem, da preveč verjetno televizijo gledajo risanke. To se pri otrocih pozna. Zdaj recimo smo dobili enega dečka, sicer že decembra, 3 leta pa pol star, v domačem narečju. Vidi se mu, da spremlja, kaj se pogovarjajo odrasli, sledi jim, ker so tudi njegovi odzivi in govor je boljši in vse. In jaz sem mamici rekla, ohranite to, ohranite narečje, ki se ga mogoče eni otepajo, pa otrok mora znati govoriti, pa ne mora tako govoriti. Mora tako govoriti. Mora ohraniti narečje, ker potem, ko gre v šolo, se uči. Se otrok paralelno uči, tako kot se tujega jezika uči, zraven tako se uči tudi zbornega pogovornega jezika. In to je taka dragocenost, zato se mi smilijo tisti otroci, ki sedijo nekje, pa recimo vzgojitelji opažajo tudi najmlajši skupini leto dni stari, ali pa v 11 mesecev dalje. Niti hoditi še ne zna. Pa mi je rekel vzgojitelj, glej, tako so se lepo zaigrali, pa sem hotel posnetek narediti, da staršem pokažem, da so otroci pomirjeni, da ne jokajo več, da se igrajo, da... Je rekel, telefon sem potegnil ven, ker sem hotel sfotografirati, to so šli ko zombije za fotoaparatom oziroma za telefonom. To je grozljivo. Pa zdaj bom odkrita, pa bom naravnost povedala. Grozljivo je, malo sem kritična, ampak vseeno, fejs kritična, da mame svojemu 3-letnemu otroku ga pripeljajo v vrtec, potem pa čez 2-3 ure, če popoldne zaslediš, vidiš točno, kdaj je bilo poslano, vošči svojemu otroku 3. rojstni dan, vse najboljše, pa tak dalje. Meni se to zdi absurd. Čakaj, kako to mu voščijo prek Facebooka. Aha. Ker kao otrok ve, ali pa leto dni staremo, ali pa, ne vem, glej, to je moje osebno mnenje sicer, ne, malo je fejs kritično, ampak pa nič ni treba drugače, pogovarjaj se z njim, pa ne pustimo vsega, ker za njega ni dobro. Meni je to res fenomen, zdaj ko se to pogovarjamo, ne, meni je res fenomen dejansko družbe, ki se želi ustvariti preko s poudarkom na družbenih omrežjih, neko nerealno družinsko življenje. Kaj se to dogaja? In ljudje, množice temu sledijo. In tudi zdaj, če gledamo zdaj, ko imamo volilno kampanjo, mislim, zgodba se ista ponavlja. Ne? To se vse pore se razšlo, če zdaj preslikamo tudi tako. Kaj? No, zdaj na kaj sem pomislila v tem trenutku. Recimo, pa dobro pustimo za to kampanjo, ampak recimo, ne, dobrodelnost pri ljudeh lahko spodbudiš samo s tem zdaj, kaj, da kolesariš, to je moje osebno mnenje, da kolesariš ko bedak po Sloveniji, da bojo ljudje prispevali nekaj za tisto. Na drugi strani imaš pa gasilce, ki recimo prispevajo svoj čas, sploh mladim zdaj, ki grejo na izobraževanje. Izobraževanje je dolgo in težko in naporno, ampak zanimivo, zelo zanimivo, no.
To se pravi, ti si v vsakem trenutku pripravljeni na to dobrodelnost, da pomaga sočloveku. V vsakem trenutku fizično moraš biti pripravljeni. Obvladati moraš vse te aparature, stroje, da ne rečem pripomočke, ki so seveda posodobljeni s časom, in moraš v vsakem trenutku, recimo, moraš. Ja, ženete to. To je za mene pravo dobrodelnost. Pravo. Pa ne me narobe razumeti, ampak meni se zdi, če ti imaš namen nekaj dati, daj. To se pravi, karkoli si, ne? Daj to. Ne pričakuje, da bo zdaj nekdo, ne vem, kaki cirkus ganjal po medijih. To bi morali bolj spodbujati. Ne navzven vse. Se mi zdi pa, da ljudje pa ravno to najbolj papamo, ne? To, kar je instantno vse, ne? Ki sploh ni iskreno, ampak je samo pridobivanje nekih všečkov, nekih političnih točk, nekaj zelo površinsko, ne? Drugače pa načeloma ne vejo, da se kaj dogaja, ne? Drugače pa ne vejo. Pač tudi jemljajo drugače. Jaz bom recimo povedala, jaz sem gasilka zdaj, ne? Postala tak v zrelih letih. Nimam dolgega staža, ne? Več kot 10 let že. Zakaj pa si se odločila čistko, če si že začela? Ljubezen. Ljubezen je čisto slučajno pripeljala tudi do gasilcev in potem je ta ljubezen se razširila tudi na gasilstvo. In to se je moralo zgoditi, ker ko sem še bila smrkla, taka srednja šolka, pa so prišli gasilci za koledarje zbirati. Jaz na ves glas sem kritizirala, kaj je to brez veze, nekaj samo fehtajo, pa se nekaj pobirajo. Mama se obrne in reče, zdaj pa nehaj, prosim. Za gasilce mora vedno biti. Jaz nisem razumela. To od vrat do vrat pa samo denarje zbirajo, ne, samo fehtajo, ne. In sem jaz dobila to zdaj, potem karma ali kaj, ne vem, vesolje, zrihta svoje. Da zdaj vem, zakaj gasilci zbirajo. Da zdaj vem, zakaj se trudijo in svoj čas rabijo tudi za to, da hodijo od vrat do vrat, pa po 10 evrov ali pa 20, če kaj več, je že Amerika zbirajo. Zato, ker porabimo to, pa ne zato, kak je včasih bilo slišati, ne, gasilci pa ga pijejo, pa to. Še najmanj pijejo zdaj, ne. Ampak dejansko za stvari, ki jih rabijo ali rabimo, zato, da lahko potem pomagamo sočloveku. Ker s tistim si privat nimaš kaj početi ali pa začeti. Pa se mislim, glede na to, kako je zdaj res nestanovito vreme, ne? Kaj se dogaja zadnje čase po Sloveniji. Mislim, da bo ta pomoč gasilcev vedno bolj pa mislim, potrebna, da tudi zdaj renome zrasto. V zadnjem času sploh. Po teh velikih naravnih, bom rekla, katastrofah, pa sploh, ne. Tako da, ampak moramo se zavedati, da to ni samo romantično gledanje na gasilstvo, pa mi smo heroji, pa se, ampak je to odgovorno delo. To je zelo odgovorno delo in nevarno tudi. Ne? Zdaj, mlajše generacije imajo presežek adrenalina, bi znalo biti nevarno tudi zaradi tega. Po drugi strani pa so tudi požari ali pa tudi druge zadeve nevarne. V nevarnost se spravljajo gasilci dejansko. Zdaj pa tako, mi nismo profesionalni, prostovoljni gasilci, nismo profesionalni. Mi se vsakodnevno ne srečujemo s temi situacijami. In tu zna biti problem, ne? Ker potem tudi nisi tak, si vedno pripravljen, nisi vedno na take situacije pripravljen. Ne? In vsaka zadeva, vsaka intervencija je situacija za sebe. Ti sicer hodiš na izobraževanje, kar je zelo pomembno, pa ogromno pomaga pri tem, ampak vsaka intervencija je svoje. Zato rabiš sploh vodje, intervencije rabiš take odločne, ampak umirjene ljudi. Ne na hitro potezne, ne na poskok. Tako da... Da se ve v tistih kritičnih trenutkih res trezno glavo odločiti. Tako. Ampak prej, kar smo se pogovarjali, kako ljudje gledamo na neke zadeve, pa samo preko medijev, pa preko vsega tega, pa to lahko dosežeš tudi brez izobraževanja, brez tega, da si gasilec, lahko kaj drugega, kar je dosti lažje. Tako da vsa čast in pohvala vsem mladim, ki desetine ur, skoraj 100 ur porabijo za to, da hodijo na izobraževanje. Usklajujejo z fakulteto, usklajujejo z službo, tudi z domačimi zadevami, ker moraš vedeti, da recimo pri gasilcih so iz vseh branž ljudje, vseh branž,
od ne vem, delavcem za tekočim trakom, vzgojiteljic, kmetov, tišlarov, kovačev, vseh. Še najmanj imamo doktorjev pa magistrov, kar je zanimivo, ne? Še najmanj. Imamo strojnika, imamo mehanika, imamo vseh in vsi si morajo tudi v službi urediti določene zadeve, da lahko to gre skozi. Konec koncev imajo družine doma, konec koncev imajo kmetije doma, še zraven mogoče službe in res kapo dol vsakemu, ki naredi tečaj. Tako da, pred kratkim smo ravno imeli v našem društvu, oziroma v zvezi, bom rekla, kar nekaj mladih je dobilo čin višjega gasilca. In v prvi vrsti pri podelitvi so sedeli tisti, ki imajo zlate čine, rumene, zlate, in je bil poudarek, da boste vi tudi imeli zlate čine, da boste tudi dosegli tako, kot mi, ki smo zlati, pa zlati. Nisem takrat pač skoristila te priložnosti, mogoče zdaj rekla. Da bi rekla, niste zlati. Nimate zlatih činov, ste pa zlata vredni za vsako društvo, ki mu pripadate. Ker je kar iz nekaj zvez je dobilo ta čin, so zaključili izobraževanje. Zlata so vredni. Dejansko. Mogoče preveč to tako jemljamo. Je pa vse gasilec, pa kaze za to ne. Ampak po drugi strani pa je zelo pomembno. Zdaj pa držati gasilce, da se družijo v društvu, ni več tako lahko, kot je bilo včasih. Ker dejansko danes, če gledamo tako društva v marsikateri občini se zapirajo, ne? Ni podmladka, ne? Gasilci pa nekako še, ne? Pa ne samo gasilska, ampak druga tudi. Tako, na splošno gledamo, tako. Problem je v tem, gasilstvo je od nekdaj bilo, gasilski domovi pa sploh, tu en čut taki, kaj je mene mogoče potegnilo, ne? Pritegnilo, pa navdušilo. Prvič, da v tem društvu ljudje še posebej skupaj stopijo, da so na raznolikih področjih aktivne, ne samo strogo gasilsko, pa še ena stvar, da moraš ogromno energije pa časa vložiti v to in izobraževanja so meni, čeprav sem bila starejša generacija, ki je šla na izobraževanje, zanimiva zelo. Zelo, meni vsaj. Ampak to je tak široki spekter vsebin ali pa področji, ki jih mora gasilec obvladati, da mogoče ljudem to ni kar tako jasno. Od gradbeništva do prve pomoči, do ne vem, kemije, moraš obvladati strojništva. To je tak široki diapazon tega vsega, da stoj pa glej. Res. In vsaka čast tistemu, ki je gasilec. Dan današnji so izobraževanja kar zahtevna, no tako bom rekla. In kaj se pa društev tiče, pa moraš ti te ljudi združevati nekako v gasilskem društvu, ne samo preko tega strogega, ker to odbija ljudi, ampak tudi preko nekih družabnih dejavnosti, ki niso strogo povezane z gasilstvom. Ne? To se mi zdi pomembno, je pa bilo to lažje nekoč, ker so bila samo gasilska društva, ki so združevala, ali pa pretežno gasilska društva, ki so združevala ljudi, tam so se družili, čim druga karte so igrali, dobivali so se, pripravljali so neke akcije, tudi veselice, tudi druge zadeve in jih je to združevalo. Zdaj te potrebe ljudje več nimajo in mladi, glede na to, kak gre trend naprej, so bolj ne zasvojeni s temi telefoni in z pametnimi in z drugimi zadevami. Veselice niso več take veselice, kot so bile, ampak so veselice vsaki vikend, v vsakem večjem kraju, ki jih organizirajo tisti, ki se s tem ukvarjajo. In morate vedeti, da neko gasilsko veselico pripravi, da je obisk. Ni tako enostavno, če to prostovoljno društvo se loti tega. Mi nismo profesionalci, ne? In od blagajn do vsega tega moraš imeti porihtano, do ansambla, ki ga moraš ne vem koliko prej naročiti, zagotovo tudi ves nimaš takih, da bi to vse bilo. Tako da to je veliki zalogaj. Ne? In tam je lažje iti na neki taki dogodek. Ne? Naročiš si pijačo, plešeš tam zraven, nimaš nobenih skrbi. Velika stvar pa je, ko pripraviš taki dogodek v gasilskem društvu, pa da
Zdaj sem se spomnila na naše društvo, konkretno ob 90-letnici, vi ste tudi pomagali, Pika Kreativa, v velikem deležu zraven. Hvala vam še enkrat za to. Kar čustveno postanem, ko to se spomnim tega. Rekla, ne skrivaš čustva, tako da to nam je všeč pri tebi. Več kot 80 ljudi je pomagalo na veselici. Pa če je to bilo, da sme ti pobiral si so vreče, ampak je imel majico oblečeno s tem našim računom. Ja. In vsi so bili tako ponosni, tako in tudi čutilo se to, izžarevalo se je na tem našem srečanju, na tej naši veselici. Čeprav bom zdaj eno anekdoto povedala, ne, se to Modrijane lepo pozdravljamo, če bo slučajno kdo gledal, pa spomin imajo tudi od nas, ker namreč pod njihovim harmonikašem se je udaril oder v enem trenutku in je bil do pasa v odru notri, meni je krizale, da nela v žilah. Ampak on je harmoniko igral dalje. To so Modrijani. Ne moreš verjeti. Ja, zdaj si me ravno spomnila. Veš, kaj mi je bilo zanimivo? Zdaj smo imeli, nedolgo nazaj bil v Jurovskem dolu, so imeli tudi PGD Sveti Juri, so imeli 90 let PGD Sveti Juri. Istočasno je bila ta 51. dan gasilca Gasilske zveze Lenart. In jaz sem v bistvu bila tam v okviru Avtar 24, pač dogodek smo pokrivali. In malo me je presenetilo, ko sem delala sliko, veš, ljudi prisotnih, ne? In vmes ni bilo ženske. Ne? To me je malo presenetilo, mislim, bila je ravnateljica, tamkajšnje osnovne šole. Pol pa, mislim, sprednje vrste so bile samo moške. Ne? In takrat sem se jaz začela razmišljati, Majda Kunčnik, ne? Najstarejše društvo v občini Destrnik, ima, tako občine Destrnik, ima pa predsednico, ne? Verjetno ni tako enostavno. Vem tudi takrat, ko so tebe imenovali, ko se je šlo za ta, ne, so bili kar taki turbulentni časi. Ja. Verjetno tudi zaradi tega, ker si ženska, ker še vedno ni tako običajno, da je ženska predsednica gasilskega društva. No ni, pa sploh ne, če ima mali staž gasilske, ne. Ampak vseeno, jaz sem gasilka sem bila po činu. No, bom tako rekla, jaz vedno rečem, da sem intervencijska predsednica, pa mogoče mislila biti za kratek čas, zdaj 9 leto sem že predsednica, pa tudi tisti, ki so dvomili v to, da bom jaz sposobna, ker sem razboriti tip, ampak mi je uspelo, ravno zaradi tega, ker se mi je zdelo, da moram spoštovati in ceniti vse tiste, ki so pred mano v društvu bili. Jaz ne moram se dvigniti na njih, pa reči, jaz sem zdaj predsednica, zdaj boste tako delali, kot bom jaz rekla. Niti ne prenesem, da kjerkoli druge se kdo tako obnaša, še najmanj pa do tistih, ki v bistvu si ti lahko predsednik sam za sebe, brez društva. Kaki predsednik si potem, če nimaš ljudi? To se pravi, vsake, pa še ena stvar je, jadrati med temi ljudmi, ne? Ker imaš take in drugačne in karakteri take in drugačne, od tega, da ti reče si butasta predsednica, pa do še ne vem kakih težkih besed, do tega, da vidiš, da so veseli, da društvo funkcionira. Jaz sem tudi vesela pa zadovoljna, čeprav sem več čas skeptična pa v strahu, da ne bi kaj zamrlo, da ne bi kaj zamudili, ampak moram reči, da če črto potegnemo, bravo. Ampak bravo ne jaz, bravo ljudje. To se pravi, ti kot predsednik si samo tisti, ki usklajuješ neke zadeve in vodiš v pravo smer, ampak ne s trdo roko. Zato, ker prostovoljni gasilci so prostovoljno tam. To je še toliko težje delo, ne? In če ti ne plačani, pa če ti ne spoštuješ vsakega, ki ima svoje posebnosti, se veste, takšni in drugačni smo vsi skupaj, potem ti ljudje grejo, obrne se na peti, ne rabi se kregati s tabo. Tam ni ga več. In to je meni najbolj škoda. Najbolj škoda mi je tega, da mladi ne bi doživeli tega, ker se mi zdi, da pa je zelo pomembno, da bi mlajše generacije pri gasilcih sodelovale. Zelo pomembno. Zato, ker imaš tisto noto dobrodelnosti,
pa ne rabiš denarja dati. Ne vem, če me razumete, kaj hočem povedati. Mi, gasilci, sicer nosimo koledarje, vse ostalo, da nam ljudje dajo sredstva, da si pomagamo pri nabavi opreme, pri delovanju društva kot takega nasplošno. Ampak mislim, da jim damo tudi nazaj. Da ljudem tudi damo na neki način, vrnemo to. Ker meni je že tudi, naprimer, pri vas res fenomen, vi ste vseeno v Desencih, ne? Ja. Nimate toliko gospodinstv, ampak vi raznosite 1000 koledarjev, to je... Ja, zdaj moram tako reči, v Gasilski zvezi Desenih sta 2 društvi in jaz vedno rečem, ki so se včasih grdo gledali, pubeci med sabo, ne? Zdaj, ko jaz prišla zdaj, sem rekla, to ni moja vojna, jaz ne vem, kaj ste imeli, prej pa me niti ne zanima, ampak tak smo kot 2 roke. Ena roka lahko naredi nekaj, ampak 2 roke naredijo vse. To je mala zveza, ne? 2 društve, da smo si na jasnem. Če se nekaj dogovorimo, in to so se sicer že prej dogovorile, da se koledarje nosijo po celi občini. To se pravi, obe društvi nosita koledarje. Pa bom rekla tako, obe smo zadovoljni, obe društvi si pomagamo, končno sodelujemo, ne več, si tudi iskreno povemo, kakve imamo težave in jih probamo rešiti. Ja, ljudje nas podpirajo. To sploh nikoli ni vprašanje. Nikoli. Mene je malo bilo strah, ker nisem še imela te izkušnje, ko smo novo vozilo kupovali. 2019 je to bilo, ne? Ja. Takrat so bili tudi taki malo napeti. Zelo napeti, ker je bilo financiranje strani občine, bile so volitve vmes, drugi županje prišli in smo imeli ne malo težav, celo kredit smo mogli vzeti. Ampak vi ste splavali. Meni je bilo kar malo slabo ob tistem občutku, ker ti kot predsednik greš na upravno enoto, podpišeš si tudi finančno odgovoren s svojim. Predvsem pa mi je bilo žal, če mi tega vozila ne bi do konca speljali, to mi je bilo žal. V glavnem, ljudje so nas podprli, res so nas podprli in hvala vsakemu. Zdaj bom tako jaz rekla, mogoče občani koga od nas iz vodstva PGD Desenc ne marajo, ampak zavedajo se, da so to gasilci, da to ni samo predsednik, pa poveljnik, pa mogoče še zraven, ampak da so to cela skupina ljudi, ki se trude in bo v vsakem trenutku pripravljen pomagati, ne glede na to, kaj se zgodi, po svojih močeh, koliko znamo, koliko zmoremo, in so se res odzvali. Zaradi tega smo potem tudi nabavili prvi in je bil v tistem času, dolgo časa, edini defibrilator v občini Desenih, je pa namontiran v Desencih, zdaj so nabavili še občina nekaj defibrilatorjev, ker se nam je zdelo, da na neki način simbolično povrnemo nazaj tisto njihovo srčnost, da bomo z defibrilatorjem poskrbeli za njihovo srce, če bo to potrebno. Pa upamo, da ne bo, ampak dobro je, da si pripravljeni. Tako kot smo gasilci vedno. Tak da. In to sem rekla prej, da si ti dobrodelen, brez da daš denar. To se pravi, če si gasilec, si dobrodelen, brez da finančno daš. To je meni zelo pomembno. Denar rabimo, vse to vsi vemo. Ampak po drugi strani tisto moralno noto privzgajati pri ljudeh, da darujejo tisto, kar je najbolj dragoceno, to je svoje življenje in svoj čas. To je najbolj dragocena stvar. Ni ga denarja, ki to lahko plača. To je... Prej sem me vprašala, kaj me je pritegnilo tako pri gasilstvu. Eno izmed poglavij, ko greš na izobraževanje, tudi osebnost gasilstva. In tam notri je gasilec zapisan, je tako povzdignjeno, seveda, to je tako kot svetnik skoro, ne? Da to dosežeš je velika naloga, ampak če se ti zavedaš, jaz sem gasilec in recimo 50% od tega, kar tam notri piše, dosegam, si lahko ponosen na sebe. Osnova pa za moje pojme je čast. Čast pa ni kar tak, ne dobiš je kar tak in prazno. To se pravi, vsaki gasilec mora imeti hrbtenico, pa poštenje. To je za mene osnova zadeva. Ker se srečuješ z marsikaterimi zadevami. Sploh mogoče iz vodstva, še bolj, je treba usklajevati zadeve. Zdaj recimo, naš kombi je star 25 let, mi PGD Desenci konkretno recimo pomagamo vsem društvom. Kdorkoli rabi, pač naš gasilec ga pelje, pomagamo na taki način, pa s prevozi Rdečemu križu, pa tudi, če kakšna druga skupina, kam mora iti.
Zato predvidevam, da zdaj, ko bomo začeli zbirko za to novi kombi, ki seveda ni poceni, sploh če je gasilski, da bodo se ljudje odzvali, ker nas razumejo, zakaj mi to delamo ne za sebe, ker noben od nas, mi imamo vsaki svoj privat avto, ne potrebujemo tega. Potrebujemo, ne da si ga želimo novega, mi ga rabimo. Tako kot tista cisterna je bila stara 39 let, je tu je že bila zelo načeta. Ja. Zdaj pa potem še čas, da posodobite tudi. Tako. Ampak z vsem spoštovanjem do teh starih vozil, do, bom rekla, vsega gasilskega, starejšega. Tako jaz imam posebno spoštovanje do naših veteranov. Prvič, brez njih ne bi bilo še nas, če bi kaj zafurali vmes, zato imam jaz za tako skrb, da ne bi zdaj vmes se to zgodilo, pa upam, da tudi pripravimo za bodočnost, da se to ne zgodi. To je ena stvar. Druga stvar, kadar je kakšna akcija tudi mogoče zato, ker pač ne hodijo več službe, pomagajo pa z eno tako posebno srčnostjo. Veterani vedno pomagajo, s posebnim odnosom do društva, bom rekla, do te tradicije. Tako da ja. Tako da, to me je ženske, kaj pa se ženske tiče? Imamo mi zdaj kar nekaj mladih gasilk. Aha, koliko imaš mogoče te številke? Zdaj v tem trenutku so 3 gasilke postale višje gasilke. Zdaj točno ne vem, koliko članic. 3 gasilke so postale višje gasilke zdaj. To je odličen rezultat. Zdaj malo manj je tak, ne? Mi rečemo, zdaj se bomo fotografirali, pa se 10 dni prej naročimo, pa 5 dni na koncu nimamo fotografije, ker ono dela, to vam more pa zrihtati Maksimilijan Kravtič, on je v Jurovskem dolu, jih je, razumeš, postrojil, imajo sliko tako. Pa ni problem slikati, samo pridejo ljudje, ker imajo vsi nekaj takrat, ko se mi hočemo fotografirati. Ne vem, kdaj bomo timing taki postavili taki datum, da se bomo lahko fotografirali, ker bi mi bilo pomembno, da ostane to za zgodovino. Za zgodovino, kar se tiče zgodovine, odnos do zgodovine gasilske. Mi imamo staro črpalko, ki smo jo dobili od pobratenega društva DVD Petrijanec z Hrvaške. 1892. leta mi se je bila nareta Samasa, mislim, da z Ljubljane, ročna tista črpalka, ampak funkcionira v nulo. Tako da, ko smo imeli tabor, so otroci to pumpali, to je neslo vodo odlično. Imamo to staro našo cisterno, ki jo tudi nismo prodali. Žal nekaj stvari so se izgubile tokom časa. Skrbimo za stare in skrbimo za nove. No, to sem hodila ravno povedati. Tvoj namestnik, Alen Čuček, je ravno kot tvojo vrlino izpostavil skrb za vse profile članov. Ja, tako da imaš res to. Hvala, me veseli. Za vsakega poskrbiš, da dobi svoj del, da noben se ne počuti zapostavljenega, pozabljenega. To mi je veselje. No, to sem tudi dobila od drugih, mogoče pohvalo, pa to me je res v čast in veselje. Skušam zvoziti tako, da tudi če pride do nekih trenj, da smo vsi zadovoljni, da predebatiramo. Nimam avtokrativnega vodenja na naših sejah upravnega odbora. Prosti, zdaj sem jih prekinila. Ti si drugače tudi namestnica Gasilske zveze? Predsednika Gasilske zveze, Tako. Tako da imaš te 2 funkcije, kar... Jaz sem visoki, kar... Odgovornost velika. Jaz tako čutim. Pa se mi zdi, da če se trudiš po neki liniji sodelovanja in tega, da kar gre, pa z idejami. Jaz bi si sicer želela več, ne, da se predvsem obe društvi bolj še družita na nekih drugih dogodkih, ki niso strogo strokovni ali pa strogo intervencijskega značaja, pa se ne bo uspelo. Prva taka točka pa je bila tabor, ko smo ga imeli takrat, pa upam, da še kdaj obnovimo. Pa zdaj v kratkem bo tudi vaša tradicionalna prireditev Posrečanje pod Lipo. Tako. Res je. To zdaj že 33. leto. Tako. Pa se je bila točno tisti dan, tisti večer, na predlog, takrat je bil predsednik Anton Žampa in še nekdo, v glavnem 2 poslal. Prišla sta zvečer z Lipo, bolj ko ne, težko sta jo prinesla, mladiko. In pravijo, mene takrat ni bilo zraven, da je bila dobro zalita. In zdaj, ko smo se pripravljali, da bi zbornik pisali, pa to, jaz rečem, kako ne zdaj to napišem, rada pa bi napisala to zgodbo, ne, anekdoto. In jaz sprašam, smo imeli enkrat priložnost našega vrlega Tadeja Toša, kako ne zdaj to napišem noter, ne, resno, z lahkoto.
Napišete, da je bila lipa dobro zalita, ampak ni vsega sama spila. Tako da, rešitev je na dlani. Res je in pripravimo tudi kulturni program. In v teh letih mislim, da je bilo samo nekajkrat, da je bil v občini program pripravljen ob tem dnevu. Sicer pa ga v Desencih redno pripravljam. Vse zdaj, kaj sem jaz zdaj predsednica, pa tudi prej so imeli, mogoče zdaj malo bolj obogatene, pa osmislene, ker je meni pomembno, da je program vsako leto je na neko drugo tematiko, ali enkrat drevo kot lipa, enkrat kot zastava pomen, enkrat vsebina domovina, enkrat ljubezen, enkrat... za leto že imam tudi nekaj načrtov. Mogoče škoda, da se vabimo vse občane, da se jih manj udeleži, ampak tisti, ki so zelo zadovoljni. To je tudi za širšo publiko, mislim, lahko pridejo tudi, kjer je z Lenartom. Ja, vabimo tudi 25.6. 24. Ker smo ugotovili, da nam 25. kar marsikdo pobegne na kako turo po Sloveniji. Tu imate proti večeru ali kako imate? Ja, zvečer. Zvečer se lahko mi tam oglasimo. Tako, vabljeni vsi prisrčno. Potem imamo še kako pogostitev, pa druženje. Pred kratkim smo imeli postavitev mlaja. Veselje mi je, ker čez 40 ljudi je postavljalo mlaj. Potem se je še skoraj enkrat toliko pridružilo, kar je kar velika številka. Pa to ročno ga dvigujete z napravo? Ne, to pa vključimo soseda zraven. Tako da ne tega peš ne delamo. Čeprav je meni to zanimivo, ne? Ampak moram misliti tudi na to, da rabimo sosede v Desencih, da smo povezani tudi na taki način, da sodelujejo in jim je tudi v čast in veselje, da to naredijo. Pletejo pa venec, eni so zadolženi za venec, eni lupijo, eni to, tako da ves proces spremljajo, ne samo potem kresovanje, recimo, ne. In potem smo pa imeli igre, druženje tako, na različne načine pač poskušamo, da se bi ljudje prijetno počutili z nami. Tudi ne gasilce, to ni samo društvena dejavnost, to je širše. Kdo želi, lahko pride in pravijo, da je luštno z nami. Zanimivo mi je bilo, ko si rekla, da si se odločila, da v gasilstvo, da si stopila v zrelih letih. Ne? Ja. Zanimivo mi je pa tudi bilo še dejstvo, da si v zrelih letih se odločila diplomirati oziroma pridobiti še diplomo. Z mojega poklicnega dela. Ja, jaz sem ena lumpa taka. Jaz sem z največjim veseljem šla študirati takrat, ko še ni bilo potrebne študije za vzgojitelja. Ampak me je radovedno znala v to. Res sem bila... Se tvoja diploma za tiste čase, mislim, da je 135 strani? Ja, ker sem jaz opisno metodo ubrala in sem mislila, da mi to lažje... Konkretno na desternik, povezava spet z naravo? Ja. In sem upravila vse, takrat je bil 2-letni študij, upravila vse izpite, poprečje, pa nem se hvala, 9,6, samo diplome nisem naredila. Življenjske zadeve so se pojavile, da sem tisto pač odložila na strani, leta so tekla in potem so se še ene težje stvari zgodile, pa sem rekla, zdaj se pa zberi malo, piši se nazaj na faks, kaj boš pa zdaj drugega. Mislim, od tega, da sem si opremo za športe, razne tenis, pa za smučanje, pa za pohodništvo, vse v roke vzela, šla študirati drugič, kjer mi niso nič priznali odprej, vse še enkrat 3 leta, študij obdelo in potem sem odložila tudi to drugič študij, ko mi je oče umrl, mislim, da je to bil šok veliki, on me je ravno, midva smo tekmovala, kjer je več ptic prepozna, pa vidi na krmilnici od rastlin in tega dalje vsega. In potem moram kar naravnost povedati, če ne bi imela mojega Branka, bi to bilo verjetno šlo v maloro. Tako dolgo me je spodbuja, pa daj vsaj idi poglej, dokler nisem enega marca odprla strani in me je skoraj zadelo, ko je pisalo, da moram dispozicijo za diplomsko nalogo vložiti do konec aprila, sicer mi vse skupaj poteče tak maj, da že drugi si se znašla tu, ne. Pa ne, da bi imela težave s študijom, ampak enostavno, ne. Zagnala, zagrabila. In potem sem našla mentorico, s katero sem že prej sodelovala, ker je bila mlada profesorica, ko sem prvič študirala tik za tistim, ki je Darjo Petek, žal je pokojna.
ki je študente pošiljala k meni na praktične nastope in hodila hospitirati. Bila tako vesela in rekla, če nišče ne želi, ne. In mi smo to odlično imeli pripravljeno. Glavno jaz jo prosila, če mi lahko pomaga v tistem trenutku, ker je res bila sila, je rekla z največjim veseljem. Pa dolgo, sem se že vprašala, kje ste, pa kaj počnete. No, z naravoslovja ni ravno moja najbolj močno področje, ne? Ampak vseeno, kar se tiče pa predšolske vzgoje, pa ja, to pa mi zelo rada, celo matematiko, ki mi drugače ne leži, ampak ja. In sem začela pisati diplomsko, nastavim, reče profesorca, 5 projektov boš opisala, ne, priprave, jaz to začnem pisati, bože, joj, vstavi, to ne moreš ti, to samo 3 projekte, lahko boš imela celo bukvo. In jaz začnem te 3 projekte, ne, pri vsaki samo, ne vem, koliko 5 primerov priprav. Ne gre to, če imam nalogo med področne povezave, naravoslovni projekti vrtcu, pa veste, kako je to dolgo, kako je to vsega vsebin, pa ne moreš, ne. Bolj smo nekako s težkim srcem odbrali. In še danes jaz nezadovoljna, ker to ni popolna diplomska, ker to ni popolno predstavljeni projekti. Drugače pa se je zgodila ena anekdota. Imela sem v komisiji eno strogo, so rekli, zelo stroga profesorca. Kako ne zdaj, v 10 minutah povem to, kar ne, muka. Ja. In potem me povem, zaključim jadro tisto, kar je trebalo in rečem, zdaj pa še imam minuto časa, vseeno bom povedala eno anekdoto. Ne? In ona gleda, divjo, vidi mojo mentorco, majda, joj, kaj ti je, ne? Pa se rečem, glejte, ko sem se pelala sem gor, sem razmišljala, kaj jaz vam imam za pokazati v teh, mislim, da je bilo takrat, da sem bila 20 let ali koliko, ali pa še kasneje, še več, 24 let službe, kaj jo jaz lahko pokažem? Ni nič kaj za pokazati. To je zdaj diplomska naloga, če tega ne imela, kaj bi vam imela za pokazati? Kaj ti lahko kot vzgojitelj pokažeš? In potem sem se spomnila na profesora Rajha, odličen profesor, doma z Benedikta, ki nam je slovnico predaval. On je edini profesor, ki je kdajkoli, sem jaz slišala, da bi slovnico predaval, pa imel blok uro, pa bi vsi sedeli notri in ga predavalnica nabito polna z odprtimi usti poslušali, pa bi še verjetno. In ko jaz pridem k njemu na izpit, Čekaj, ni to ta Bernard Reich tu? ja, Čekaj, on je iz Crkvenjaka. no, meni se zdi, z Benedikta, tu nekje, ja. Alfa in Omega, to se Ja, pove. ja. Ja. In pridem k njemu pa reče, glejte, tu zdaj imate analizo besed, ne? Ono ste naglaševanje, vse imate v nulo, pa ne bi vi še enkrat šito pisali za 10? Ne, jaz rečem, ne bi, ne. Sem rekla zato, ker je to za mene matematika v jeziku, ne? Analiza, pa cele čreve, zraven besede vsake, ne? Kako ste to mislili? Pa to meni nič ne pove. Sem rekla, kaj za to je oni pa prilastek, pa ne, bolj si šel v šolstvo dalje, več si imel tistih čudnih okrajšav zraven, ne. Sem rekla, in to nič ne pove. Pač, ne. Je rekel, dobro, vse tako hudo ni bilo, ne, sem vseeno. In potem smo se midva pogovarjala o tem, da jaz pišem članka za občana, pa to mi je ena vaša kolegica rekla, da si naj poiščem nekoga, ker ne pišem vrej, dobro, tudi prav. Članke, pa kako to na kakšni različni področji, kako to delujem, on reče, super, grem pogledat, ne. Je rekel, koliko vas je na hodniku, pa kaj ste smešni, 3 ure že imam izpit, pa nijem kaj pokazati. Je rekel, si zdaj mislite, 3 ure, kaki zid bi jaz, če bi bil zidar, kaki zid bi jaz lahko zazidal, ne? Kaki zid bi to bil dolgi, veliki, ne? In sem rekla tu na tem mojem diplomskem zagovoru, sem rekla, vidite, in jaz se na to dosti krat spomnim. Kaj jaz vam zdaj imam za pokazati? Nič. Po drugi strani pa si mislim, da pa vseeno neki zid pa sem v teh letih zazidala. Pa se ne rečem, da je raven, pa da je popoln. Ima verjetno lukne pa krivine, ampak mogoče še zaradi tega ravno bolj zanimiv. Vsaka pa ste tudi vi, profesori na fakultete, vi tudi nimate kaj pokazati. Sem me gledali debelo, pravim, ampak domišljam pa si, da ste pa vi tisti, ki ste postavili temelj, da lahko mi te zidove gor zidamo, takšne in drugačne. Tako da smo vsi nekaj koristnega naredili. In ko je bil konec, so se oni notri pogovorijo in me povabijo notri in mi reče profesorica ta,
da bi bila vesela, če bi imela otroke male, da bi jaz bila njihova vzgojiteljica in sem bila tako ponosna na sebe. Pa ne se hvalim, ampak res sem bila ponosna. In moja profesorica mi reče, če sem pripravljena predstaviti te projekte študentom na fakultete. Žal se je zgodilo, jaz sem pač polno stvari se že nekaj pripravila, gospa je zbolela in leto dni pa pol za tistim umrla, ker je imela raka. Tako da, škoda mi je take srčne osebe, ker smo se midve tudi pogovarjali, na kaki način preveriš človeka, ki se na fakulteto vpiše pedagoško, kakšen bo potem. Ker lahko ima same 10, pa ne bo. Pa ne bo, ne. Pa ne bo vredo profesor, pa ne bo vredo vzgojitelj ali pa karkoli, ne. Saj jaz ne rečem, jaz sem najboljši, ampak moraš imeti neko srce, Marti mora biti za to. Ker smo se pogovarjali tudi, da je fenomen, da sem prišla zdaj v zrelih letih na faks, šokirana, da je pred pedagoškim faksom bolj nasipan očikov, tako da nisi imel kvadratnega decimetra, kam bi stopil. In sem bila šokirana. Sicer so tam bili neki koši pa pepelniki, ki so jih pri tehnični vzgoji izdelali, ampak sem rekla, da sem strogo proti temu. In so potem uredili, ko sem šla prevzeti, ko sem imela podelitev diplome, sem videla, da ni bilo več ne košov, ne čikov, ne ničesa. Pa sem videla o tem pogovarjala, ne, rekla, da bo probala ukrepati. In še ena stvar z nekega stranišča, si pojdite pogledati. Pojdite pogledati stranišča, ženska, groza je to. Pa se zamislite nad tem, kaj bo vzgajalo naše mlade. To je žalostno. Zelo žalostno. Ker če tisti, ki študirajo, da bo nekoč to, kako bo pol zahteval ali pa pričakoval od nekoga drugega, da bo kaj drugega. Če sam nima pri sebi porihtano, ne? Tako da, ja, z največjim veseljem sem v diplomski opisala takrat še v nastajanju ta park prosto živečih živali, ker smo o pticah raziskavo naredili oziroma celi projekt. Potem smo tudi našli drago princigino. Točno to sem pa zdaj hotela tudi napisati. Dejansko zelo rada pripoveduješ pravljice otrokom. Ja. In te pripovedovanje zgodb ti je zelo blizu. Še posebej pa tudi, da je lokalna. Ta princigina je... V bistvu si jo na nek način ti obudila, no? Zlata vredna je. Pa ne jaz. Jaz sem pela pri Urbančenka, pri ljudskih pevkah. Jaz sem bila najstarejša. Več ne boješ, ali kako? Ne, skupaj starejše so že toliko, jaz smo zaključile. Ženske so starejše, toliko, ene zbolele, nekatere umrle. Jaz sem bila takrat najmlajša, pa me gledajte, ne? Pri mojih letih. Jaz sem tako uživala. Vi tega ne veste. To, recimo, vrte sem odpirala zjutraj in sem bila v meni že prosta. Sredi tedna, v sredo, sem šla do Zverovih in pri Zverovi Micki sem že zunaj čula, kako so oni igrali na lončeni bas, na harmoniko in so pele in igrale. In to je bila južna na mizi in to so bili taki pogovori, ki bom hvaležna, ki so mi dragoceni, ki so neprecenljivi. Neprecenljivi in škoda je za vse tiste, ki jih niso doživeli. Pa za tiste, ki so mogoče se spraševali, kaj ona zdaj dela med temi starejšimi. Ne? Krasno, krasno. No, in one so mi povedale za to princigino. To je res potem... Smo mi potem raziskovali, tudi preko vrtca, naredili plesno dramatizacijo, spremljali tok od zgoraj, tam, ko izvira. Zdaj, eni pravijo, da še na drugi strani, pa se potem stečata skupaj. Pa kaj je dejansko? Povejmo to zdaj pravljico, o čem se gre. Ja. Čisto kratka, ja, ne? Enostavno, ampak... Ne? Če za otroke to pripraviš, ljudske pripovedi so vedno take bile. Jaz bom rekla tako, jaz sem vzela ta izvir, kot so mi one povedale, da je še na drugi strani, pa se potoka stečeta skupaj potem dole, tam, ko bi naj bil mlin. No, pod cerkvijo raste, to je zanimivo, to je resnično, pod cerkvijo, pod župniščem, tam v tisti strmi breg, na Desterniku, ne? Na Desterniku raste en velik gaber, ki širi korenine tak narazen, tako kot da film snemajo, recimo, ne? In pod tistim gabrom je studenec, ki je zdaj sicer... Čakaj, to je nasproti kulturnega doma? Ja, nasproti. Tu. Ja. Strme breke dol. In tam izvira en studenec, iz katerega so v šolo včasih peš vodo nosili. In to malo starejši od mene so še vodo nosili za kuhinjo, za uporabo so nosili vodo. In tisti potok teče potem v dolino in če se stuje pripelješ v Desternik, prečkaš ta potok, ko skreneš cesta, ko skreneš ceste Ptuj Lenart, greš čez ta potok.
ampak ti potoki so včasih bili malo bolj vodnati, več vode so imeli. No, in dole, čisto na dnu, je bil mlin, stal nekoč, tako pravijo. In od tistega mlina je bil Tumf. Zdaj pa, jaz mislim, da je to samo pravljica, ali pa zgodba, ali pa neka legenda, ampak starejši ljudje, ki so bili rojeni, mogoče tam 29. leta, so povedali, da v otroštvu so še stali kamni na kamen, da se je videlo. In tam je bil dejansko Tumf in Tumf je pod mlinom, tisto veliko zajetje, nad mlinom se je reklo Zajza, ki je bil jez. Zajza, tam, ki pa je padalo čez nizko kolon, pa dol naredilo veliko kotanjo, tam pa se je reklo Tumf. In dejansko Tumf, tam sta dejansko mlin stal, ampak še iz tistih let se samo spomnijo, da so bili kamne, ampak kopali pa so vse v tistem Tumfu. No in nekoč je tam mimo princ jezdil s svojim hlapcem. Jaz sem zato povezala s tem, da bi naj stala neka utrdba, neki grad v Svetencih, ob cesti Ptuj-Lenart, malo naprej, in da je jezdil on proti Ptuju. Tako sem si jaz to predstavljala, ne? In se je vstavljal tam pri tem Tumfu in da se konji odpočijejo malo, in sta s hlapcem pač tam bila, in ko sta enkrat zaspala, ko sta počivala, ko se je hlapec zbudil, je gledal okoli sebe, nikjer ni bilo princa, ne? In celi prestrašenje, celi vznemirjanje teče v trg do cerkve in se dere, princ je pogina ali princ je zgina. In od takrat dalje se ta potok imenuje Princ je gina. Ne? Mi smo to seveda vrtičkarje, meni se to zdelo fenomenalna zgodba. Mi smo z otroci v vrtcu smo pot prehodili do tistega Tumfa, potem zgodbico s njim pripovedovala, igrala sem na glavnik, oblečena v stara tak kmečka oblačila, v rokah sem imela slamjačko malo, v kateri je bila moka, in v narečju, in s njim pripovedovala to zgodbico, kak je tam jezda mimo princ, pa kaj veste, kje je to bilo, ne veste, tu, in potem sem moko potresla po tleh, in sem rekla, tu je Svetniški breg, pa sem slamjačko obrnila okoli, tu gor je Stograd. Tu je pa tekla tota princigina, ne, toti potok. Zdaj pa princ je jezda tu s totim svojim hlavcem pretep. Tu je ta dojte, pa sta se vstavila, tu pa sta se pač malo odpočinila, malo sta se vlegla, malo sta zaspala. No in tako sem jaz povedovala to zgodbo. Vključila sem tudi pesem od naših Urbančank, Mam konjiča vranega, oj štropodkovanega. In to je bilo fenomenalna zadeva. Mi smo po tem vrtcu to zgodbico dramatizirali s plesno dramatizacijo. Jaz sem vključila tudi, da so ga vile zvabile notri vodne v to, pač v vodo, da je zaplesal z njimi. In da potem hlapec videl samo mehurčke, ki so bili gore, in je pač sporočil gor, da je princ pogina, zgina, in nikoli več ga niso videli. Če pa dobro poslušaš, pa včasih še čuješ, kak igrajo spodaj, ne, muzikanti, in kak splešajo, verjetno je princ z njimi. Izdelali smo si rekvizite, merili smo globino vode, čisto naravoslovno tu išli skozi, pa z roko sicer, ki je voda bolj topla, ki je bolj hladna. Igrali smo se ob tisti vode, pa še ena stvar je bila tam, ki je bil potoček taki nizki, pa kamečki, pa tak dalje, se mi vstavimo, da so se otroci v škornjih pa tak igrali, in zagledamo razbiti lonec, stari lončene. Nekdo je mogel prinesti te škrbine tja in sipati notri. Otroci čisto, tu je bil mlin, vidiš tu, glej, vidiš tu, ja, ne? In v glavnem smo pobrali, tiste še zdaj jih imam, da smo jih nesli gor, in zaključno prireditev smo imeli potem na taki način fenomenalno. Mi smo anketo dali okoli babicam in detkom, kje so se včasih kopale, zemljevid, da so nam narisali, kje so bili mlake, ne, to pa tudi povezava z gasilstvom, mlake so bile tudi za gašenje požarov, ker druga nismo imeli, ne. In so mlake, pa ki so bili tumfe, kakve so imeli kopalke, ne? To so bili, ženske so imele kladeke tiste spodne, ne? Pubeci pa so imeli furtoke, pa so si jih zvezali zade, kaj so se igrale, da so se zibali z vejami, da so tudi prigode, kakve so se jim zgodile, da je recimo
so zagrabili za kačo, ki je beluško, verjetno, ki je tam plavala. Glej, kakva riba, ne, če bali bil. Do tega, da so iz sitovca, ki je rasel tam ob vodi, pleli stoleke. In smo mi potem na zaključnem srečanju tudi povabili, da so se učili stolece plesti. Pa te igre igrati. Zelo zanimiva zadeva, no. No, ravno zdaj, ko si tako lepo vse obrazlagala, dejansko tudi tvoji sodelavci to opazijo. No, Tadej je rekel, da si zelo ustvarjalna in da otrokom zna približati tako, da jim res zna pričarati pravljični svet. Vedno jih potegne v svoje zgodbe, ki si jih velikokrat tudi kar malo izmisli. Napisala je tudi nekaj pravljic, ki jih je sodelavkami tudi čudovito uprizarjala. Je pa vsekakor človek, od katerega se lahko veliko naučiš. Ožlehtno, nič povedali, zdaj sta pa mene presenetili. Zdaj pa mene bolj zanima, pravljice so napisane, zakaj niso izdane? Ne, o tem se mi pogovarjamo že 10 let, verjetno, ne? Ali bo to potem, ko bo šla v penzijo? Jaz imam zdaj prioritete, ne? Znanja imaš ogromno, zdaj pa to... Če časovno umestim, ne, je to po trajanju najprej vzgojiteljica, zdaj v tem trenutku predsednica PGD SNC, potem pa tudi skrbnica svoje nepokretne dementne mame ostarele. Tako da, to je velika okupacija. Sicer pa ljubiteljska fotografinja, slikam za krilje, tudi na svilo, pišem tekste, zdaj, ko je več vrtcev na igramo, mi je kar malo žal, ampak drugače pa uživam v lutkovnih igricah, tudi v prizoritvah dramskih, ilustriram, tako kot se jaz pogovarjam. Vedno imam občutek, da to ni dovolj dobro, da bi lahko nekaj takega naredila. Jaz sem nedeli ravno to je to, ne? Tudi ko sem te povabila na podcast, si rekla, Brina, kaj bom jaz v sebi govorila, jaz nimam kaj govoriti. Pa... Res je. Ja, pa po mojem jaz mislim, da ljudje dostikrat premalo dajemo vrednost na to, kar naredimo. Ne? Sej dejansko sebe vidimo popolnoma drugače, kot nas vidijo drugi. Ne? Mi pa ravno to vidimo v tebi. Eno zakladnico zgodb, dogodivščin, pripovedovanja, kaj vse si ustvarja, kaj vse si dala kraju pa ljudem. Zdaj, eni ne bojo zadovoljni, da to govorim. Sploh ne bojo zadovoljni. Ravno zdaj sem pa še hotela potem tudi malo vples to, ne? Da pa je zanimivo vseeno, kljub vsemu, kaj delaš, ne? Pa kaj si delala. Ja, tudi svetnica sem, to sem htela povedati. To zdaj sem pa hotela. Ampak to sem htela povedati ne zato, lokalna politika. Da imam jaz v škatlici tisto broško. Meni je to odgovornost, da vse tisti ljudi, ki so me volili. Pa zakaj si se prvotno odločila? Ponavadi ljudje nočemo iti v lokalno politiko, ker potem te po medijih vlačijo, ljudje te šimfajo, kličejo te, na dom ti hodijo zakaj? To si zdaj tako povedala, kot mi moja dobra starejša prijateljica Lizika reče, Majda, te pa sem tako žalostna, te pa ti tako urbančanka, te pa veš, ne te vsi razumejo, te pa si to rečejo, sem ga Lizika, poslušaj me. Jaz lahko svoj prapor poštenja nosim visoko. Marsikdo od njih pa ne. Takrat, ko bojo pa oni lahko to rekli, pa mi bojo lahko učitali marsikaj. Nimajo mi pa ene stvari učitati. Jaz nimam nobene koristi od tega, pa nič se mi ni naredilo meni osebno, pa tudi ne pričakujem, da se to naredi, ker sem predsednica gasilskega društva. Jaz mislim, da morajo ljudje vedeti, da gasilci si vsi zaslužijo, ne da jaz zdaj lobiram pa hvatam krivine, ampak iz tega, da razumejo in uvidijo, kaj pomenimo gasilce za lokalne skupnosti, ker tu pa smo že včasih na meji, da smo deklica za vse, za vse uporabite in da ne gre to, če se neka stvari večje nabavljajo, ne gre to v prid predsedniku gasilskega društva, ampak tudi, če tak zameta županu, županje ali komorkoli in občinskemu svetu, ki v tistem trenutku vlada. Torej, jaz ne želim zlorabljati nobene stvari, še najmanj pa politike. Me pa grozno boli, kadar se spletkari in kadar se vidiš, da se dela določena škoda, pa poskušaš dopovedati, pa dobivljam pozitivne podporo od ljudi okolje, ampak če se ne vidijo, kakve stvari se ne vidijo, ne moreš nič. Zdaj,
so na naši strani, pač v opoziciji, zdaj v tem trenutku tudi svetniki, ki lažje to sprejemajo. Jaz ne. Mene to krivica tako boli, da včasih niti spati ne morem, recimo zaradi tega, ne, ker se mi zdi... Pa je vredno, Majda. Ja, je. Je, mislim, da se ti dejansko za malega človeka tako boriš, dejansko pa dostikrat pride do tega, da se gnojnica tudi potem po tebi vliva. Pa kaj? Mene se to odbije, zato ker to ni moje. To, kar po meni zliva, ni moje. Jaz tega ne bom sprejela. Jaz sprejmem kritiko, če je kritika na mestu, tako kot je treba. Jaz lahko sprejmem kritiko edino to, da sem včasih preveč razborita, in da me mogoče, recimo, na seji zanese, pa sem preveč glasna, pa sem preveč direktna. Ampak neki stvari si pa ne dovolim. Da me nekdo, ko sem svetnica, pošilja vrtec, ker imam preveliko spoštovanje in to ni s takim zaničevanjem pa degradacijo. To je zelo pomemben poklic, pa velik poklic. Vzgojitelji, zato ne dovolim, da me nekdo na taki način, ne dovolim, da mi karkoli ponaša ali pa znaša, ker dejansko še najbolj pa me boli, ko jemlje besedo takrat, ko vidijo, da resnico govoriš, pa želiš kaj povedati. To pa sploh ni res, da jaz ne zabluzim, pa ne dolgovezni, ker znam včasih konkretno kaj prenadolgo povedati, ker bi želela, da vidijo ali pa razumejo ljudje, o čem govorim, ne. Ne maram tega, da nekdo... Vse eni ne morejo, če niso spremljali recimo življenja pa dela v kraju, težko potem si... Ti samo z dobrimi namene, ki jih ima zagotovo vsaki, ki kandidira ali pa večina, ki kandidira za svetnika, recimo, z dobrimi namene, veste, kaj pravijo, z dobrimi nameni je tlakovana pot do pekla. To je premalo. To je premalo in moraš imeti nekaj, da ti ne a priori zavračaš recimo opozicijo ali pa druge strani, pa da imaš uvid širši, kaj to pomeni. To pa lahko imaš, če si spremljal življenje. Če ga nisi spremljal, ne moreš, ne? Pa nobeno občinsko priznanje ti ne more potrditva dati ali pa reči, zdaj pa jaz nekaj sem dobil občinsko priznanje, ne? Samo veš, kaj se meni zdi že včasih, tako ko gledamo te politične obračunavanja, ne? Da dejansko pride za neko, da grejo v politiko ljudje, ki si želijo neke potrditve, ki želijo nad neko moč, ne? Vsega ne rabim. Nimamo pa sploh te širine, ne? Ne. Pa neka obračunavanja na družbenih omrežjih, spet smo tam, ne, da si pridobivajo všečke, pa da potem pišejo, da se počutijo pomembne. Ja, ampak po drugi strani, če nič ne napišeš, nisi, ne? To je, če ne slikaš, nisi, če nič ne napišeš, nisi. Ampak jaz še vedno rečem, da ljudje niso neumni, ne? Ali pač? Zavedeni, ja. Dosti krat smo naivni, ne? Ja. Pa verjamemo. Tak radi slišimo, kaj bi radi vse imeli. Ja. Recimo, mi, ko smo šli na volitve, smo se pogovarjali, pa bi to napisali. In imamo eno lektorico, hvala Lidija, je rekla, boš to naredil, veš, da boš to naredil. Boš lahko to naredil. Nisi prepričan, da boš lahko, ker veš, da ti določene stvari ne dopuščajo. Jaz se lahko zdaj fantaziram, kaj si želim, recimo v našem kraju. Potem pa ne piši tega, ker mi smo mi in tega ne bomo pisali. Ampak zaradi tega na koncu kratko potegneš. Dostikrat, mislim, imamo tudi tu ljudi, ne, ki jim rečejo tudi pravljičari, ker pa če ne imajo take projekte, ki so pravlični, dejansko pa neizvedljivi, ne? Ja, pa še ena stvar je, ne, dostikrat slišiš koga, pa on ima izobrazbo, pa on ima ono, Lej, 2-krat sem hodila na faks, jaz vem, kak se tudi izobrazba da dobite, tudi tak, pa pol nisi daleč od tega, kar si se na faksu učil, pa tudi nič ne pomeni, pa tudi veze. Na koncu ti nič ne pomeni to. Nič ti ne pomeni, če nisi srcem zraven, ker določeni ljudje imajo pa žilice za določene stvari, ki si bi najmanj mislil, da so za to. Ampak, on pa te že je, ali pa, če ima pedigre določeni, on pa te že je, ne. To me moti. Ti se pokaži za sebe. Mi res od staršev prenesemo, ampak ne samo imetje pogrunte, pa ne samo družinsko, kaj so bili po lestvici gor, ampak prinesi prvi vrsti poštenja, pa čisto dušo, pa čisto vest. To je osnova. In zato jaz vedno rečem, meni nimajo kaj učitati, kaj mi bojo učitali?
Meni ni se zgodilo nič takega, kar bi mi nekdo zadnji rekel, veš, ona pa to pa je to. To mi je pa najbolj bolelo. Pa si kdaj potem že razmišljala, da bi šla, ne vem, potem v državno politiko, evropska politika? Ne, tu sem pa... Lokal patriot. Ja, zato jaz pravim, najprej tu naredi, najprej bodi tu za ljudi, ker to so ljudje, konkretno tvoji ljudje. Tisti, ki pa više seže, pa mora imeti eno dobro varovalko ali pa nekoga zraven sebe, ki ga vseeno drži tu, da ostane v okvirih. Ker se ljudje, ki grejo pa dalje, pa širše, hitro zgubijo. In jim ni več, po eni strani imajo občutek, da so že polbogovi, pa lahko vse. Pa jaz ne vidim, zdaj tudi, če sediš v državnem zboru ali pa nekje, da boš kaj, ne? Edino, kar me mote, ali pa muče, ali pa teži, ko vidim, da se kronske napake, take generalne delajo, recimo, narobe, pa nič ne moreš. Pa si v opoziciji, pač nič ne moreš. In zdaj bom konkretno povedala, recimo, prodaja posesti pri našem gasilskem domu v Desterniku. To je zgodovinska napaka, ki so jo naredili. Ampak mi smo jo mogli prodati. To je zgodovinska napaka. Nič, nobene utemeljitve. To je tisto posestvo, ko ste imeli zraven... Tista ruševina tam, ne? Pa niste nekaj kupili zraven enkrat, to se spomnim. Tisto je bilo kupljeno, pa je zdaj bilo prodano. Tako da, pozabite letni kino, pozabite prostor za... mogoče bi na koncu doli spodaj stalo lahko stal novi gasilske garaže, pa zgoraj neki prostor, ki ga nimamo. Pozabite na prireditveni prostor, kakšne koli oblike, pozabite na prostor, kjer bi mogoče lahko se otroci rolali, ker seveda se na igrišču ne smejo, vozili skiroji, ker seveda se tam doli ne smejo na unem igrišču. Pozabite na druženje in družabnost ljudi, ne? Potem se pa čudimo, zakaj. Ja, pa imamo kulturni dom, pa imamo v Desencih imate tisto, pa imate ono. Zakaj tiščite ven iz centra ljudi, pa zakaj jih razdružujete? Če je treba delati na tem, da se združijo ljudje, da pridajo, da se to... Ne, ja, dovolj, če imam parkirac v trgovini, pa cesto zaperemo, glej. In zdaj nimamo praktično parkirati kje, ne? Žalostno. Ker vem, da je bil kar tudi boj za to, da ste pač takrat kupili, ne? Ni utemeljitev, nič ni pač... Tam je zgubljen en veliki, zelo pomemben prostor za Desternik. Edini veliki prostor, kjer bi lahko se kaj takega pripravilo, da bi bil odprt prostor, ne. Pač, pa ne bom rekla, da en, drugi, tretji župan po vrsti, vsi ga biksajo, ne. Ne vem, jaz vidim prihodnost tem, ne da tam, ja, pa bojo zdaj stanovanja, pa bojo družinice se preselile, pa to, če imamo prostore drugega dovolj, ki se zidajo. Ne? Ja, pa se boste lahko tam parkirali. Ni res, ker če je enkrat tam stanovanjska zgradba in je nekdo drugi lastnik, potem ti tam ne parkiraš več, ker ni tvoje. Pika. Ja, pa bomo tam doli naredili športne neke objekte. Nima smisla. Zastojn, pač, za manj. Zdaj ravno, ko si tudi tako goreče zagovarjala Alen Čuček, tvoj namestnik, je ravno to pri tebi tudi izpostavil gorečnost za dobrobit vsakega, zagriženost in on te opisal z eno besedo, levinja. Aha, hvala, Alen, sicer samo jaz vem, da njega moti, pa reče, puste, ker on pa je zagrižen gasilec, hude, in reče, puste ono politiko. Jaz pa pravim, Alen, eno brez drugega žal ne gre. Žal ne gre. Pa ne zato, da izseljujem koga, ampak dajmo se konkretno in realno pogovarjati o stvarih. Kako lahko vsi doprinesemo, da bodo gasilci imeli vse to, kar potrebujejo, da bodo možnosti imelo kulturno društvo, da bo možnost imelo turistično društvo, da bo možnost imelo, da bo vsi ljudje imeli možnost, kako lahko vsi doprinesemo. Brez tega, da handlam z nekom, pa se grem, či ti meni to, či meni ono. In da me nekdo sprašuje, če bom potrdila proračun. Ne, če se bo škoda delala. Veš, načelnost, pa pokončna hrbtenica, pa pri meni, gledaj, Majda Kunčnikova nišče ne kupi in ne proda. Nema z nekimi stvarmi, če boste potrdili proračun, če bomo mi dali avto, recimo zdaj kombi gasilski noter ali pa kakole. Ne, če bo podstaknjena stvar noter, ki bo škodljiva za večino občanov. Ne. In sem to tudi v društvu, lahko me odstavite, ampak to je moje načelo. Jaz sama s sabo ne morem shajati, če to naredim. Sej, bom rekla tako,
redki ljudje to razumejo, veš. Ja, vem, razumem. Ne, in potem pač, zakaj ti šišče enostavno kloniti, pa greš čez to, ne? Sej potem si pač mina nekomu, vedno pač taka si, ne? Kaj se komu zdi, da sem žrtev? Niti slučajno. Ne, oni se ponavadi ravno dajo žrtev, ne? Niti slučajno. Ja, ampak ja, ne, Ja. borka za malega človeka. Lahko za se pa s lokalni takim kraj. pogovarjam. Nimam nobene zamere z nikom. Lahko se pogovarjam, ampak dajmo se realno. Ne me izsiljevati, pa ne podcenjevati. Pa zjutraj, ko se vstanemo, se lahko pogledamo v ogledalo. Kako je to Predvsem fajn. si vedno pomislim tudi na mojega očeta, ki bi se nikakor ne bi strinjal, da sem jaz v kjerikoli politiki ali pa kje. Nikakor ne. Totalno apolitičen tip. Ampak če pa kaj lahko, pa lahko rečem, da ta načelnost, pa ta poštenost, pa lej, koliko se da, ker jaz ne bi preživela sama s sabo. Ne? So različne stvari, pač na kere so. Se včasih trpi človek zaradi tega, ker vsega pač ne zmoreš tako, kot bi rad. Po drugi strani pa si mislim, niti ne želim vsega obvladovati sama. Prav je, da imajo in v gasilskem društvu ljudje vloge, ki jih so mogoče male na prvi pogled, pa zelo veliko pomenijo. Mogoče nobene funkcije nimajo pomembne. To jaz vedno poudarjam na vsakem občnem zboru. Hvala vsem tistim in pomembni ste vsi tisti, ne glede na to, kakšno funkcijo imate ali kakšen čin imate v gasilskem društvu, so vsi pomembni. Vsaki. Ker brez tistega, ki kajkoli naredi v društvu, se veš, nekatere imaš tudi, ki so podporni, pa jih pač ni. Ampak vem pa, da če bi bilo potrebno, se tudi tisti najdejo, da priskočijo na pomoč. In to je pomembno. To. Če ne druga, so vsaj dobrodelne ali pa podporne nekje v ozadju. To nam tudi dosti pomeni. Tudi Zagotovo, kadar da se- sploh zadeva deluje, ne? Ali pa da se Je pogovarjajo, bistveno, recimo v določenih sredinah, pa dajo podporo. To je meni pomembno. Zato sem jaz, ne glede na to, kdo je na funkciji katerikoli, da se pogovarjamo, pa da se zmenimo za najboljše. Res pa je, da ne morem požreti kar tako, ne da ni po moje. Jaz, če se zmotim, pa če mi to dokažejo, z lahkoto rečem, glej, zmoti sem bila, nisem imela prav, ni bilo tako, ne, nimam problema. Veliki generalnih stvarih pa ok, vrede. Eni prek stopijo, jaz pač malo težje. Malo predolgo to jaz žrblam v sebi. In zato mi je res žal. Pač. Ostalo pa je treba se pogovarjati. Ne handlati, pogovarjati. Veliko tudi razmišljaš o času. Kaj ti dejansko pomeni čas? Starejši si več pomeni. To je že tudi taka obrabljena fraza. Ki pa je življenjska. Ja. Tako bom rekla, dokler jaz sem imela 150% podporo v svojih starših in sem hvaležna neskončno. Da sem lahko jaz se udejanjala v različnih stvareh, da sem lahko vrtnarila, koliko mi je bilo, da sem lahko po hiši delala tako, kot je meni pasalo, sem ploščice polagala, sem police okenske polagala, sem stene kitala, sem vse take stvari. Pri Meni to tebi ni težko, moško, žensko, ni to težko. ni problem. Super. Lotila marsičesa, da sem lahko bila predsednica gasilska, da sem tabor organizirala, mi je mama moja kuhala za vse te otroke iz cele zveze, da sem doma lahko vse to. Brez podpore staršev nikakor ne. Pa tisti geni, ki sem jih erbala od staršev, to je tudi zelo pomembno. Zdaj, ko prije pač taka situacija, da enega starša sem zgubila relativno hitro, njegove leta niso bile še take, pa zdaj, ko je mama v takem stanju, veš, kaj vse to pomeni, da imaš tako podporo, ne? In je pač malo težje. Ja. Pa spet iz stališča, da ne morem mame, jaz karkoli naredim, ne morem je nazaj, ker je malo demenca, pa take stvari. Da ne morem nazaj, ker je bila močna ženska. Tako smo vse krajčke. Tako bom rekla, dostikrat ljudje, tudi na zadnje, ko sem se pogovarjala z, za me je padlo, Marjano iz Mimine domače kuhinje, ne?
je rekla, zdaj ima bolanega očeta, je v ljubljanskem UKC-ju, glavnega zdravja, in rekla, veš, Nina, dokler nisi soočen, ko si mlajši, ko nisi soočen s temi zdravstvenim sistemom, kako funkcionira, pa še takrat, ko si soočen s tem, ko se to zgodi tebi, tvojemu res najbližjemu, ne veš, kaj to pomeni. Niti predstavljati si ne veš, In jaz, na primer, sem takrat rekla in potem moja mama je tu imela anevrizmo možganska, 10 ur je ležala v krvi, in v bistvu, ko so jo pripeljali v UKC, ne vemo, kako je bila pač pri zavesti, pač seveda mešala vse stvari. Ampak kakorkoli 2 meseca je potem bila v šok sobi, v bistvu ne pri zavesti. Včasih je vedela, zakaj se gre, včasih je videla pošasti. Glavnem, greš čez eno zelo težko preizkušnjo, vidiš, kar je najbolj, kar je meni srce paralo, je bilo to, da dejansko si videl osebo, s katerim si imel spomine. Pa ni več to. To je hladna oseba, ki si jo hotel objeti, pa nisi dobil tistega objema nazaj. To je bila... Moja mama je, hvala Bogu, tako pozitivno dementna. Za vsako stvar, ki jo naredim, vsaki drugi dan pridajo po njo, peljejo na dializo, stoma, hoditi je pozabila, pa sladkorna, pa vse živo. Ampak vsakokrat, ko kaj prinesem ali oskrbim, je hvala, mi reče. In to meni grozno mi je. Mislim, grozno, lepo, ampak težko. Ni mi težko skrbeti za njo, ampak to ne na toliko časa vzame. Ampak oseba, ki je prej bila energična, ki je, recimo, moj oče pa moj dedek sta bila inštruktor, ona imela zelo hitro izpit za avto, takrat še ženske niso tega imele. V glavnem, ona je vse ljudi vozila, mi smo bili kot taksi, kot rešilec, vse to je bilo. In zdaj, ko očeta ni bilo več, ona je upokojenka vozila, ki niso imele prevoza, v društvu upokojencev je bila zelo aktivna, pomagala na vseh straneh, ki se je dalo. Vsem, sosedom, onim, vsem. In pol je taki šok to, ko človek tak... Ne zato, da ne dela, pa da ne doprinese nekaj, ampak jaz bi rada, da ona tisti čas kvalitetno preživlja, ampak ona pravi, da je lepo. V redu, pač... Ni demenca tak, da ne bi prepoznala, ampak hoditi pozabila. V glavnem, rad bi, da bi človeka nazaj, vsaj toliko, da bi kvalitetno preživljal tisti čas, ki ga še pač ima. Težko je. Moram pa reči, da na dializi na Ptuju vsaka jim čast. Tako prijazne sestre. Po tistih eskapadah v bolnici, pa gori pa doli naokoli, za že 7 let je tak, je to, ko je prišla na dializo, pa čisto en drugi svet. Ko da se ne tiče zdravstva našega. Pozorne, skrbne, prijazne, resnično. In ko jo vozijo ti dečki, mladina taka, nagovorijo prijazno, res, vedno pozitivne, nikoli slabe volje. In to meni da neko voljo pa moč. Sej veš, včasih smo mogoče res črnogledi, pa bi jaz rekla, sej so problemi pa napake na vseh področjih. Pa tudi ljudje nimamo vedno dobrega dneva, ampak v končni fazi, ko po črto potegneš, pa jaz verjamem v dobre ljudi, verjamem da delajo tudi dobro, da smo borci, ki bomo se še vedno pač dvignili za nekoga manjšega od nas, dvignili glas, rekli ne dovolj je, tudi tisti, ki so nad nami in želijo z nekim svojimi čini izživljati moč. Človeka ne moš kar tako zlomiti. Se mi včasih smilijo ti ljudje. Ja, jaz isto rečem, reveži so, ampak... Ker da si nenehno v strahu, da boš nekaj zgubil, kar praktično ni tvoje, to je neki položaj ali pa nekaj. Važno je, da si tu za svoje ljudi, prvenstveno v družine, zato jaz pravim lokal patriot. Najprej doma v družini, probaj, potem sosedom okoli, ker sem jaz rekla, da smo pozorni, recimo, ne rabiš nekih velikih društev pa nečesa. Sosed naj bo na levo pa na desno na soseda pozoren, urejena zadeva. Samo dosti krat smo mimo, še v družinah ne vidimo drug drugega. Ostali pa ne živijo, kakor se jim zdi, da jim vest dopušča. Malo pa zelo eni raztegljivo vest. Amen.
Ok, amen. Zaključila Amen. bomo s tem. Hvala lepa, Majda. Hvala, preživela. Tudi vam hvala lepa za pozornost, da ste nas spremljali. Naslednji podcast, mislim, da bo zmagal gost. Tako da, če nas želite slediti naprej, prijavite se na YouTube, na naš kanal. Bomo pa obveščali tudi preko Facebooka outer24.si, pa tudi našega Instagram profila outer24.si.